Evo, še najbolj zanimiva tema, kako glasilke naredijo visoke pa nizke tone. Dajmo si to najprej pogledati na kitari, kako kitara naredi visoke pa nizke tone, zaradi tega, ker je to zelo podobno. Kaj lahko naredimo na kitari? Lahko udarimo po tanjši struni, pa je višji ton. Ampak v naših glasilkah mi nimamo več strunic, imamo kar samo eno. To pomeni, da imamo samo eno možnost in sicer, če hočemo, da je ta ton višji, kaj lahko naredimo? Kitarsko struno raztegnemo, pojo pa ne raztegnemo, pa je nižji, pa zopet, In to se dogaja v našem grlu. V bistvu naši glasilki se za višje tone raztegneta in ko se raztegneta, potem hitreje vibrirata in dajeta višji ton. Zdaj si bomo pa pogledali, kako to izgleda v našem grlu. Z Blažom sva naredila en tak modelček, da si boste lažje predstavljali. Pogledali si bomo ta velik hrustanec. Tale hrustanec se imenuje ščitas hrustanec. Se lahko kar primete za vaše grlo. Ščitas hrustanec je tisti hrustanec, ki ga imenuje tudi Adamovo jabolko. Malo ven štrli, pri puncah malo manj. Ampak kar primimo se. Poskusimo najti, kje je, in potem naredimo na ta način, začutimo, kje vibrira, kje so glasilke. In zdaj, nagib tega ščitaskega hrustanca je ključen za to, da se naši glasilki raztegneta. Bom najprej pokazala z roko. Si predstavljate, to je zdaj naš hrustanec, takole. Naši glasilki sta naraščeni direktno zadaj, In zdaj si boste predstavljali, da se naš hrustanec nagne. Ko se on nagne, se naši glasilki raztegneta. Pa poglejmo na modelčku. To je zdaj naš hrustanec in on se nagne naprej, si predstavljate. Nagne se in se nagiba. Na visokih tonih, za visoke tone se nagne. Na ta način raztegne naši glasilki se potem zapirata in odpirata hitreje in proizvedeta višje tone. Tako da to je kar zanimivo, kako to nastane. Bomo kar vsi naredili zdaj tole simulacijo, dajte takole roko. Se pravi, ne želimo, da se karkoli dviguje, vse ostane sproščeno, samo tale naš ščitas hrustanec se nagne. In potem on raztegne glasilki in glasilki vibrirata z različno hitrostjo, zapirata se in odpirata z različno hitrostjo. Zdaj si bomo pa pogledali, kaj je zvok, Zvok je neka energija, ki je ustvarjena z vibracijo določenega predmeta. Če jaz zaploskam, se tele molekulce zraka okoli mojega ploska začnejo gibati. In se začnejo gibati in potem se zaletijo v sosednje molekulce in te se začnejo gibati in te v sosednje in takole se zvok od mene širi navzven. Če ste blizu mene, tale moj plosk pride do vas in vaše uho to zazna kot moj plosk. Če ste pa dlje od mene, se pa ta energija že razgubi do vas in mene ne slišite. Mogoče samo vidite moj plosk, me pa ne slišite. Zdaj naše glasilke točno to naredijo v našem grlu. Višina tona je zapisana s herci. Herci so nihaji na sekundo. Kolikrat tele molekulce zanihajo na sekundo. In večkrat, ko zanihajo, višji ton je. In če recimo do našega ušesa pride neka molekulca, ki zelo hitro niha, naš uho to zazna kot višji ton, če pa bolj počas, pa kot nižji. To pomeni, da če naše glasilke hočejo narediti, recimo bom rekla ton C3 spodaj, je 130 Hz. Kjerkoli inštrument naredi ta C3, je to 130 Hz, da mi to zaznamo kot to višino. Če naše glasilke to hočejo narediti, morajo to v eni sekundi, skupaj pa narazen 130krat. Da naredijo tako nihanje teh molekul, 130krat v eni sekundi grejo gor pa dol. Recimo ton A, sredinski. To je 440 Hz.
To je 440 nihajev v eni sekundi. To pomeni, da grejo naše glasilke skupaj na razen 440 krat. In naš čitas hrustanec naše glasilke tako raztegne, da gre sta one dve lahko 440 krat v eni sekundi skupaj, a ne? Pa na razen. Za ton C6 gor pa 1064 krat. Ne, 1046 krat, narobe sem povedala. 1046 krat v eni sekundi, si predstavljate. To pomeni, da mora biti ta nagib že kar velik, da se res glasilke raztegneta, ne? Tako da, to je to. Upam, da je zdaj zvok vam kaj bolj jasen. Ta nagib si lahko kar vizualizirate, vam bo veliko lažje, da ne boste stiskali na višinah, ampak boste dejansko te višine naredili s tem nagibom.